Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, en prav lep dober večer voščim. Vesela sem, da lahko med nami nocoj pozdravim našega gosta. Je novinar, je kolumnist, je pa tudi pisatelj, predvsem pa domačin Vasja Jager. Vasja, dobrodošel. Lep pozdrav, dober večer. Končno se nam je uspelo dobiti. Tale pogovor smo načrtovali nekje v začetku tega leta, pa nam je malce korona zagodla. Sedaj, ko so se razmere nekoliko omilile, pa sem vesela, da se takole srečamo v živo. Vasja, mi smo tebe gostili, koliko so prej ugotavljali 2 leti nazaj v tejle dvorani, kot pisatelja. Sicer pa si po poklicu novinar. Zanima me, kako novinar sploh postane pisatelj? V bistvu pravijo, da je vsak novinar nerealizirani pisatelj, da ima vsak v sebi to. Jaz sem v sebi vedno imel to ljubezen do pisanja. Sem preglasen? Je v redu? Ok. Jaz sem vedno v sebi to ljubezen do pisanja in v bistvu sem si najprej želel biti pisatelj. Že ko sem na osnovni šoli pri tovarišici Seničarjevi pisal spise, sem jih zelo rad pisal in potem tudi je šlo v tej smeri na gimnaziji, tudi sem imel super profesorico. Rad sem bral in jaz sem imel željo po pisanju vedno v sebi. In potem nisem vedel, kako se da od tega živeti. V Sloveniji ne može živeti od pisateljevanja. In sem šel, se točno spomnim, jaz do zadnjega nisem vedel, kako šel študirati. In ko se je bilo treba odločiti, sem jaz mogoče 2 dni pred tem šel s prstom po seznamu faksov in sem gledal, kaj je zanimivo, kaj ni zanimivo. Vse brez veze, ker nisem za naravoslovje, nisem za matematiko, prodajalec megle sem po karakterju. In sem jaz gledal te fakse, sem rekel brez veze. Ok, to se kar v redu sliši, brez veze, kaže pa tisto in je bilo novinarstvo. In jaz sem imel zelo romantično predstavo o tem poklicu, ker sem mislil, da je to poklic, kjer si ti lahko kreativen, kjer razvijaš to veščino, kjer lahko daš nek delček sebe not, ampak v resnici se je potem izkazalo, da je to dostikrat neromantično, duhomorno, pisarniško početje. Ampak ta želja je meni vedno tlela in potem, ko je prišla v bistvu čisto iznenada ponudba iz Mladinske knjige, če bi za Čeferina pisal to knjigo, Sodni dnevi, sem zagrabil z obema rokama, ker sem vedel, da rabim v bistvu to brco urit, da sam se ne bi nikdar spravil. Se pravi, sem rabil neko spodbudo, neke roke, pogodbo in potem sem dejansko napisal to knjigo. Zdaj s Čeferinom sta skupaj pisala neke vrste biografije oziroma kriminalno dramo. Cajhen je tvoje samostojno avtorsko delo. Se je pisanje ene in druge razlikovalo? Ja, to je bilo noč in dan. Seveda pri Sodnih dnevih sem imel pred svoj predlogo, ki je dal Peter. Moram reči, da si to predlogo bilo kar težko delati. Zelo težko, ker Peter mi je v bistvu dal sažetek tega sodnega spisa o Periču. Tam je ogromno pravnih podrobnosti, od nekih muh do primerov krogel, ne kaj ne. Ampak ni bila zgodba to dodelana. Skratka, v enih vzivih sem pri Sodnih dnevih imel jasen okvir, na katerega sem potem samo lepo neke stvari, v drugih pogledih je lahko polna praznina, ki sem jo mogel zapolniti, s tem, da nisem poznal te zadeve. Pri moji knjigi, pri Cajhnu, je pa v bistvu, sem pa prvič lahko bil povsem sproščen, kreativen in sem obesedil neko zgodbo, ki je v meni zopet nekako zaživela že med novinarsko kariero, se me je dotaknila, oziroma sem te drobce potem zlepil v neko enotno zgodbo. Tako da pri Cajhnu sem bil neprimerno bolj kreativen, sem bil pa res v hudi časovni stiski in pod hudimi pritiski zaradi epidemije in slanih okoliščin. Pri Cajhnu gre za fikcijo. Mnogi pisatelji fikcije pravijo, da v svoja dela dajo ogromno sebe, svojega razmišljanja, svojega čustvovanja. Je bilo tudi pri tebi tako? Mislim, jaz sem dal sebe, zanimivo, vsi mislijo, da sem jaz dal sebe v lik tega novinarja, naivnega. Ampak jaz sem dal sebe v enaki meri v tega tajkuna in v novinarja. Oba sta na nek način karikature mojih skrajnosti. Jaz vseeno nisem več tak naiven, kot je ta novinar, ki ga šket ujame nepripravljenega in ga čisto šokira. V
obenem sem pa s Škertom raziskoval tudi neko temno plat svoje osebnosti, ker mene je vedno, ko sem kot novinar delal, ne vem, gradbeni kartel, bančno luknjo, mene je vedno zanimalo, kaj žene te ljudi in ali so srečni. To je moje temeljno vprašanje. Jaz se tudi preizprašujem kot človek in tudi ali sem jaz srečen, ali sem na pravi poti. Tako da v bistvu sem pri Škertu raziskoval to, kaj bi se zgodilo, če bi jaz na vseh križiščih v življenju šel v drugo smer, namesto to, v katero sem šel. Tu sem lahko raziskal tudi neke svoje dileme, tako da sem v bistvu me kar nekaj v obeh likih. Torej, tvoje delo preiskovalnega novinarja lahko pomoč tudi pri fikciji. Se vloge, recimo, preiskovalnega novinarja in pa potem pisatelja lahko prepletata? Ja, meni je bilo, najbolj mi je bilo, seveda pri Zeichnu konkretno mi je to zelo pomagalo, ta novinarska izkušnja, tudi prek te izkušnje sem dobil osnovno inspiracijo, ampak najbolj mi je novinarsko delo pomagalo v smislu tega, da znam raziskati, da znam narediti to osnovno raziskavo, ki je potrebno, da lahko ti sploh začneš zasnovati knjigo, research, da zbereš nek material in potem selekcija. To mi je novinarstvo dalo, da znaš tisti špeh porezati, da veš, kaj je relevantno, kaj bi bralcev pogočaslo ali ne. To mi je v bistvu najbolj pomagalo. Tako da bolj po tej tehnični plati. Pri Zeichnu pa seveda tudi poznavanje nekega širšega konteksta, političnega in gospodarskega. Kaj pa Zeichen sploh pomeni za tiste, ki mogoče tega ne vedo? Nekaj, res kdo ne ve, kaj je Zeichen? Veste, kaj je Zeichen? Vemo. Vete, ne? To je, jaz sem se s tem srečal, ko sem bil še čisto mali pri Omi v Lašah. Nam je Oma pred spanjem govorila te strašne zgodbe o divje jagi, o duhovih, o čarovnicah in o Zeichnu, nekaj Zeichnu. In se mene to zelo dotaknilo in jaz pri pisanju tega romana do zadnjega sploh nisem vedel, nisem imel naslova knjige. Nekateri zanimivo imajo naslov že na začetku, kot nek citat, okrog katerega potem gostijo besedilo, ampak jaz sem naslov potem na koncu sem je posvetila ta beseda. Mislim, da je bil osnovni naslov knjige, je bil delovni naslov je bil Včasih samo strmim in po gore gledam v ogenj. To je bil naslov. Mene je bil v redu, ampak je Danaja rekla, da je mogoče malo predolg in potem sem pač dal Zeichen. Zeichen nam je vsem posedel v spomin, ker je pač res takšen naslov, pa tudi z tega področja smo in vsi vemo, kaj je. Če bi si nekdo hotel naslikati gospodarsko-politično sliko Slovenije v zadnjih 30 letih, misliš, da bi bil tvoj roman dober primer oziroma dobra prispodoba za to? Če bi nekdo hotel naslikati sliko, kak je bilo? Gospodarsko-politično sliko Slovenije v teh zadnjih 30 letih. Bi bila bolj podobna risbi, ki otroci vrtcu narišejo. Ampak moj roman, v bistvu to vprašanje zdaj nekako pomeni tudi, ali sem jaz svoj roman povsem zadovoljen, ali nisem, ali odražam to stanje. Jaz sem perfekcionist, jaz nikdar nisem, mislim, da sem bil v celi karieri čisto zadovoljen z enim tekstom, ki sem ga napisal. Napisal sem jih pa vseh člankov, vsega res na tisoče. Tako da moja knjiga je absolutno neka odslikava tega časa, je pa dejansko resničnost še dosti bolj divja od fikcije. In ravno zdaj je zunaj knjiga Rada Pezdirja o sporednem mehanizem globoke države, mislim, da je. In tam se lepo vidi, da je resnica še zadosti obsežna in zapletena za 10 takih Zeichnov. Ampak se pravi, jaz nisem hotel zdaj delati nekega preiskovalnega članka, ampak sem hotel na nek bolj poljuden način predvsem ljudem približati ne toliko to obdobje, ampak mentaliteto teh ljudi. Bolj je šlo za študijo nekega karakterja, bolj sem to poskušal narediti. Zdaj zgodbo si postavil v svoje domače okolje in prav gotovo utegne kdo prepoznati ali sebe, ali koga, ali več koga v teh tvojih likih. Kakšne reakcije si pričakoval ali pa jih morda še pričakuješ?
Mislim, zdaj ne pričakujem več, če bi kaj mislilo paditi, bi že padlo. Tudi na začetku sem se zavaroval z tistimi parimi stavki. Ja, gotovo pa so to inspiracije iz realnega življenja, iz našega lokalnega okolja. Ampak gledajte, če se kdo v njih čuti prepoznanega, oziroma če se kdo v njih prepozna, je to njegova stvar. Ne? Jaz, na primer, če nekdo piše o nekih pokvarjenih, skorumpiranih novinarjih, ki se za fičnike prodajo nekim mogočnikom, se jaz v tem ne prepoznam in ne bom drznil. Tako da to je pač stvar človekove vesti, kaj mu priše peta. So ti pri pisanju pomagale lokalne šmarske anekdote oziroma šmarje z okolico? Ja, seveda. Spomnim se, ena taka je bila, o tem, kako se posli sklepajo v kupleraju. To je bila ena taka zgodba, ki mi je povedal en kolega iz Šmarja, en prijatelj. Ne vem, če koga zanima, lahko vem, ne? Zopet primer, kak je resničnost, bolj divja od fikcije. Ta kolega je imel fantovščino in so se peljali, ne vem, kje je imel Vinska Vrba ali kje. So se fantje peljali domov, so že bili fajn nadelani in ta ženin je od zadaj v avtu že spal in je že dremal. Spredaj na srednjem sedežu sta se pa dva pogovarjala, kje je najboljši kupleraj v Sloveniji. In eno od teh je delal na SCT-ju. Spredaj je bil pa tudi en znani Šmarčan iz naše generacije, ki mu je pa kontriral, ki je pa hudič odvetnik. Ne? In sta se pogovarjala in ta iz SCT-ja razlaga, ja, najboljši kupleraj je tam, pa tam. Ne? Tam pa reče, nam tako šmarsko povedal, ne? Rekel, kako se majniš, ne? Se te še ljubili videl, nisi v življenju. Ne? Tako on rekel. In ta iz SCT-ja je znorel, pa je rekel, se ni res, zdaj pa pelje gremo v Pernico. Ne? In so že bili v Šmarju, ženin je že ven iz avta lezel cel na tlan, so ga popasali nazaj, so zaprli vrata in so pelali. Ne? In ženin, ko mi odpre oči, vidi tablo Pernica. In oni pridejo sred neke hoste, tam je bila neka ogromna bajta, večjih nadstropjih, ne? In stopijo iz avta in na vratah so bile take gorile. Ne? In ko je da iz SCT-ja stopil iz avta, so ga oni že, zdravo, kje si prijatelj, so ga že poznali. Ne? Skratka, ta iz SCT-ja je šel potem z eno od teh punc, ženin pa še ta, ki je vozil, sta pa ostala pri šanku in sta pila naprej. Sta se pa začela počasiti, ker sta tako pijana, da ima že gor metalo, da sta naročala penine, pa sta jih kar razbijala. Potem sta pa le pogledala, se je spomnila, da pogledala na cenik, pa sta videla, da je bila ena penina 120 €. Ne? In človek rekel, če malo, na fantovščini sem, veš, da nimam denarnice s seboj, ne? Na vratih pa taki silaki, ne? Rekel, midva ne bomo živa prišla v to ven. In po nekje 20 minutah, pol ure pride on iz SCT-ja poštenga dol, ne? In ta ženin mu reče cel prestrašen, čuj, daj, imaš ti kaj denarja, nas bo izbili tu, mi da smo tu za par jurjev na del računa. On reče, ni problema. Gre do šanka, reče, ene cigarete še daj, gremo fantje. In je bilo na firmu vse, ne. Firma je imela odprt račun v kupleraju in on je bil skrbnik in je hodil kaosati tja na ta račun in je še bolj njih dva časta, ne. Zanimivo. Zanimivo delo preiskovalnega novinarstva, da se ti prišel do te zgodbe. Ja, tu ni bilo nič preiskovalnega novinarstva, ne. To je samo poznanstvo z določenim Šmarčanom. Spravim, verjetno. Na začetku knjige predstaviš svojega protagonista Marjana Šketa kot izsek iz Wikipedije. Takrat, ko si se odločil napisati knjigo, me zanima, če si njegov lik izoblikoval v celoti ali se je ta lik razvijal skozi pisanje? Jaz sem imel lik Marjana Šketa, preden sem sploh napisal prvo črko v knjigi, sem imel lik Marjana Šketa dodelan do najmanjših podrobnosti. In sem imel v bistvu njegovo življenje po letnicah, od tega, kdaj je ženo spoznal, do tega, kdaj je bil prvega otroka, kdaj je prvič v Ljubljano živalski vrt peljal, do tega, kje je bil, ne vem, ko je Tito umrl, se pravi, sem imel res na drobno izdelal ta življenjepis, ker sem potem vedel, da res ni nobene luknje v njem. Tako da, ja.
Osnove so bile podobne. Absolutno. Zelo spretno pa si v knjigo vključil tudi šmarsko narečje. Kaj si želel s tem sporočiti bralcem? Jaz sem bral eno knjigo pred tem, Kristjan Novak, Cigan samo najlepši, kjer je on zelo učinkovito uporabil medžugorsko narečje in se mi zdelo fajn. In sem rekel, zakaj pa ne? Sej, nek poklon Šmarju, da dam to našo govorico not, nenazadnje je tudi meni ljuba in je bila to priložnost, da spet malo obnovim v nekih monologih samim seboj. Je pa zanimivo, da so imeli pa drugi bralci ogromne težave s tem. Da so pa, na primer, Ljubljančani so rekli, da oni tega sploh ne morejo dešifrirati. Da knjiga je fajn, ampak da tu pa ne pomaga, da to je pa kot da bi eskimščino pravi. Sploh niso razumeli. Mogoče bi bilo zanimivo, če bi mi dva nocojšnji večer izvedla v šmarščini. Jaz kar to očem mislim. Ja, jaz bi se malo Ker zdaj se malo vas prostim, pa ne. Ker si doma. Ja, zato ker sem doma in mi je fajn, če lahko domačo besedo spustim. Marjan Šket je v osnovi preprost človek. Če citiram iz knjige, Šket ne komplicira, daj mu jesti, daj mu piti, daj ga na toplo, zrihtaj mu babo in bo srečen. Drži? To on pravi za sebe. Mislim, vsi ti tajkuni, vsi ti mogočniki se imajo za hudo preproste in za ljudske ljudi. In na ta način se skušajo pač opravičiti pred ljudstvom in pred sodbo ljudstva. Vse sem eno od vas, vse v resnici ne zahtevam nič več od tega, ampak njihova dejanja govorijo drugače, in tudi v Šketovem primeru je tako. Tako da Šket, jaz sem v bistvu Šketom hotel govorisati lik nekega grandioznega narcisa in v bistvu vse, kar Šket reče o sebi, je treba vzeti z negativnim predznakom. Vse, kar on o sebi reče, pred to je treba dati minus in potem dobiti resničnega Marjana Šketa. Koliko pa misliš, da smo ljudje po preteklem letu sami začeli ceniti te majhne stvari, da imamo dom, da imamo hrano, da smo na toplem? To je vsak za sebe v resnici. Gre za to, da te okoliščine, ki jih živimo že dlje časa, so hudo stresne in v njih smo se prisiljeni soočati z svojimi najtemnejšimi strahovi, s svojo senco. Jaz sem Junga zelo rad berem in ta koncept sence mi je super. In v teh okoliščinah, ko se človek sooči s svojo minljivostjo vseh okoli sebe, z minljivostjo svojega sveta, je pač več možnih odzivov. Eden je zanikanje, in ko pač praviš, da se v bistvu to ne dogaja in da te tvoje vrednote niso ogrožene, ampak s tem zanikanjem ti v bistvu svoje vrednote tudi zanikaš. Ne? Tudi zanikaš te male stvari, ki, kot praviš, so ti pomembne, ker bežiš v neke širše svetove, v neke druge sfere. Potem je pa ta druga strategija, kjer pa lahko vidiš, kaj so temelji življenja, kaj je resnično pomembno in potem se prečistiš skozi to, ne? Da ti to postanejo neki kaži poti na tvoji življenjski poti in da vidiš, da na koncu res ne boš nič s seboj odnesel, ampak da šteje samo točno te stvari, ki jih mi mislimo, da so male, v resnici pa te stvari določajo naša življenja. In meni gre najbolj na živce, ko politiki govorijo, če govorimo o malih stvarih, politiki govorijo o malem človeku. Ne? In to isto velja, tudi te male stvari so velike in tudi mali človek je v resnici velik. In to prevečkrat pozabljamo, prevečkrat se imamo sami, bodi si za male, bodi si pa za neke grandiozne napihnjence, ki zopet bežijo pred svojimi temeljnimi strahovi. Zdaj, omenil si, da vse te vrednote, ki naj bi Marjan Šket imel, sprejmemo z negativnim prizvokom. V resnici je Marjan Šket zelo temačen tip. Se ti zdi, da so egocentričnost, sebičnost pa pohlep danes postale vrednote, ki se pretirano uveljavljajo, pa morda pridobivajo celo pozitiven prizvok? Ja, absolutno. Vse so bile narejene tudi raziskave v Ameriki o tem, koliko psihopatov je na vodilnih položajih v gospodarstvu in so ugotovili, da je delež ljudi s prepoznano psihopatsko motnjo
je do 5-krat višji na teh položajih, na najvišjih položajih v družbi kot v vsakdanjem življenju. In njihov sklep je bil, da v bistvu ta neoliberalni kapitalizem je v svojem izhodišču nastavljen tako, da ti ljudje pridejo na površje in da prosperirajo, ker zdaj se pač nadaljujejo te lastnosti narcisizma, sebičnosti, brezobzirnosti in kar se tudi vidi nekako v pulverizaciji tudi političnega prostora. Ne. Če pogledamo nekako v začetku države, so na obeh straneh bili gospodje in gospe, doktori znanosti, tudi razprave na neprimerno višji ravni, zdaj pa to že neko kolo, ki ga vodijo psihopati, pa zopet se ne želim opredeljevati ne za eno ali za drugo stran, kakorkoli. Tako da ja, absolutno se mi zdi, da te lastnosti so nagrajevane v današnji družbi. Po drugi strani pa vidim zlasti med prekarci ogromno ljudi, ki so potisnjeni na rob, pa so čudoviti ljudje, izredno kreativni, pa družba ne ve, kaj bi z njimi, ker pač ne proizvajajo neke dodane vrednosti, kot se zdaj reče. Kar oni delajo, se ne da vrednotiti, ne da se odnesti v statistiko, ne da se odnesti v BDP, v rast BDP-a, v te krivulje, ker so pač ljudje duše. Ljudje duše so, ne? Niso ljudje materije, ampak so to ljudje širokih duš, empatični, dobri, kreativni in ne za razliko od teh, ki zdaj vodijo okolo, taki ljudje so vedno bolj odrinjeni na margino. Morda naša družba še ni pripravljena na te ljudi duše. Ali bo sploh kdaj? Mislim, človeška družba, zdaj smo res face kot družba se mi zdi zašli. Če gledamo primitivne družbe in stare kulture, so imeli te pojme dosti bolj razčiščene. Jaz ravno zdaj sem bral eno zanimivo legendo o Sumercih, ko ste se bog in boginja kregala, bog Enki, ki ima zelo rad ljudi, je stavil z eno boginjo, da lahko vsakemu človeku najde mesto v družbi. Ne? Moramo najprej predstaviti nekega pomočnika, silaka, ki mu reče ta bo kralj, potem predstavi nekega podjetneža, ki bo trgovec. Na koncu ona že ne ve, kar bi dobila stalo in mu predstavi nekega človeka, ki je hrom, slep, bebas, in reče, za tega vzine boš našel mesta. In on reče, ta pa glasbenik v templju, umetnik. Se pravi, mi zdaj, naša družba je šla v tem čaščenju določenih vrednot tako daleč, da je druge čisto zanemarila. Ker se šteje samo, človeka se gleda samo skozi prizmo tega, kar lahko proizvede, zopet skozi prizmo dodane vrednosti, skozi prizmo BDP-ja. In dosti ljudi zaradi tega čuti že neko stisko, tesnovo. Nazadnje, mislim, da je že življenje v sodobni družbi samo po sebi precej traumatična izkušnja, ker se moramo odpovedovati tolikšnemu delu svojega bistva. Potem imamo pa ljudi z črnim bistvom, ki pa prosperirajo. Zgodbo Marjana Šketa si zaključil pred 15 leti. Je kakšen poseben razlog za to, da se je takrat končala njegova zgodba? Ja, jaz sem zaključil leta 2006. Leta 2006, ker potem je leta 2007 se v resničnem življenju v Sloveniji začela vojna proti tajkunom. In so ti tajkuni padali in jaz sem mogel Šketovo zgodbo zaključiti, preden bi jo zaključila ta resničnost. Ker potem Šket ne bi mogel več parirati Ivanu Zidarju in Hildi Tovšak in tem, tako da sem mogel prej prav spraviti, da lahko postal legenda. Je podjetniška zgodba v Sloveniji lahko tudi srečna? Mislim, srečna. Misliš, če je človek srečen po sebi? Tajkune je denar bolj kot ne pokopal. Je to vedno pravilo ali... Jaz nočem biti cinik, ampak v tem kontekstu, v katerem sem govoril, da družba nagrajuje določene vrednote, mislim, da so ljudje na vrhu, vsaj po mojih izkušnjah, precej nesrečni. Da je cena, ki jo plačaš, to, da nisi človek duše, je pač, da se odpoveš svoji duši. Tako da jaz med ljudmi, ki so res bogati in uspešni, prav ne poznam nikogar, ki bi vsaj meni bil vzor, bi rekel, hotel bi biti tako ta človek, ker ta človek je miren, ta človek je zadovoljen, je izpolnjen. Ne poznam, to je
jaz tu zaznam ogromno črno luknjo v prsih, ki je treba cel čas filati, ne samo polniti, samo metati v njo, v resnici pa je nikdar ne zapomniš. Tako da, ali je lahko podjetniška zgodba srečna do nekega srednjega nivoja gotovo, zdaj na vrhunskem nivoju pa težko verjamem. Ko je bil pisateljski proces Telekri zaključen, pa si knjigo oddal v uredništvo, si bil takrat zadovoljen s svojim delom, oziroma zdaj, ko je knjiga že kar nekaj časa na policah, ravno danes gledala, koliko je bilo izposoje v slovenskih knjižnicah, nekaj čez 900 jih je bilo. Nisem naredila statistike sicer za našo knjižnico, imamo 7 izvodov, ampak vseeno si zadovoljen z odzivom, oziroma s tem, da so ljudi rekli tisti, ki so ti že povedali. Ja, jaz ko sem knjigo oddal, sem bil popolnoma pregorel, popolnoma. Jaz se sploh nisem čutil, sploh nisem vedel, kaj sem oddal, kaj sem napisal na koncu, ker je nastajalo res v težkih okoliščinah. Bila je korona, za nami sem imela otroka doma, ves čas otrok ni razumel, kaj se dogaja, ni razumelo, kaj se dogaja. Tudi jaz sem imel svoje strahove za predavati, v službi sem mogel vseeno na polno delati in ob tem še knjigo pisati. In me je rok priganjal. Jaz, ko sem knjigo oddal, jaz sem samo vesel, da sem se rešil. Sem pojdi v strani, da te ne vidim in še zdaj. Jaz knjigo takrat nisem odprl, ker je mene knjiga prav traumatski sprožilec, me spomni na to obdobje. In potem tudi nisem imel pravih odzivov. Orlando, urednik, on je pač poseben tip, in ni dal nobenega odziva. Tako v bistvu nisem vedel, ali je knjiga v redu ali ni. Edino Danaja je prebrala, pa rekla, da je fajn. Ampak Danaja seveda ni objektivna, je nekaj na moji strani. Tako da do teh prvih odzivov sem bil zelo negotov. Mi je bilo strašno žal, sem rekel, joj, kaj si šel to pisati, ljudje se bojo smejali, noben ne bo tega bral, noben ne bo tega razumel, zakompliciral si. Samo pa vsi ti dvomi, ki so značilni za neke perfekcionistične težnje, so se pojavili. No, potem so pa prišli prvi odzivi ljudi, da je knjiga všeč, da je fajn. In ko so pa ti odzivi prišli tudi iz literarnih krogov, sem pa nekako se pomiril in sem rekel, ok, je v redu knjiga, lahko živim z njo. Vmes, ko si pisal, si imel slučajno kaj testnih bralcev? Ne, Danaja je prebrala nek osnutek. Dal sem VD-ju tasta, njenemu očetu sem dal knjigo za prebrati, ker on je strašen bralec, bere Dostojevskega, Čehova, to vse na pamet pozna. In on je ni mogel do konca prebrati, on je prebral njih 30 strani in je ni razumel. On je bral in je rekel, joj, kako je to smešno, ko nek vojak šverik, ker na začetku res malo je bolj na izi, je bolj lahkotno s temi šketimi anekdotami, ampak on potem ni upal povedati, da ni bila po njegovem okusu. Potem, ko sem to zvedel, sem si rekel, joj, Vasja, bi ti res to napisal, bi dal to ven, ampak mi je Danaja rekla, vztrajaj. Danaja je bila v bistvu moja najboljša urednica, tako da sem njo poslušal. Tako je knjiga med nami. Verjetno ste vi tudi si prebrali knjigo, če še kdo ni, kako bi nagovoril ti tiste bralce, da bi knjigo vzeli v roke in jo prebrali? Ja, to je nekaj vrste akviziter. Jaz bom pošteno povedal. Zima je, dolg čas je, dolgi večeri so, zunaj je mrzlo. Če nimate pametnejšega dela, pa če radi berete, jo lahko dosti slabše odnesete, pa če pa cajt berete. Hvala lepa. Jaz se bi ti zahvalila za tvoj obisk, za delitev tvoje zgodbe, tvoje srčnosti, tudi z eno tvojo mislijo iz knjige. Dom je tam, kjer se ti lahko vedno skriješ pred celim svetom in najdeš pred samim seboj. Tako da, kadarkoli, dobrodošel pri nas, dobrodošel doma. Najlepša hvala.